bistvu sem res vesela, da sem se udeležila Kozmo konference, ker so nam ta vsa predavanja dala neko širšo sliko in vpogled v to, kako pomembno je res, da v prvi vrsti same poskrbimo za svoje zdravje, ker smo odgovorne in največ lahko naredimo, če se zavedamo svoje moči in da lahko že s tem veliko naredimo. Najpomembnejše, kar sem predala, mi je nekako to, da je v bistvu vse povezano z balansom, da se moramo imeti radi še preden začnemo siliti v neke druge cilje oziroma jih hočemo doseči. Da ko bomo pri 73 letih enkrat pogledali nazaj, da bomo bili žalostni, ker si nismo bili že takrat všeč. Peto Kozmo konferenco smo na uredništvu v celoti posvetili ženskemu zdravju iz dveh razlogov. Prvi navdih so nam bile seveda bralke, ki so nam na Instagramu, na Facebooku in v pogovorih večkrat povedale, da se jim zdi, da tematike ženskega zdravja oziroma ginekoloških težav nekako v medijih in v družbi nasploh ne dobijo toliko pozornosti, kot bi si jo zaslužile. In drugi navdih je bil ta moj okrogel trebušček in celoten proces umetne oploditve, skozi katerega sem šla to leto. Vse, kar se mi je dogajalo, sem seveda delila tudi z mojimi kolegicami iz uredništva in skupaj smo ugotovili, koliko malo o tej temi v resnici vemo. To konferenco smo naredile zato, da smo bralkam na oder pripeljale vse največje strokovnjake in jim ponudile možnost, da dobijo odgovore na svoje vprašanja. To pa definitivno predavanje Evropedone, kjer nam je gospa tako lepo razložila pomembne vidike življenja in res dala tako široko sliko, neko pogled tudi v samo njeno bolezen in v prebolevanje in celotno izkušnjo, tako da sem bila kar parkrat vsa naježena in res neverjetno je slišati direkt od osebe.